Kot otrok in mlado dekle se spominjam mojega očeta, da je bil precej strog in dosleden. Ni se mogel izneveriti svoji izobrazbi, svoji vojaški izobrazbi. Mogla je biti disciplina, red in disciplina. Nekaj njegovih vzgojnih je bilo, na primer, da je mogel biti red pri pospravljanju. Ko se je popoldne vračal domov, je moglo biti vse na svojem mestu. Midve s sestro sva včasih v nageljci kaj zbasale v kakšen predal na hitro. In ko so zarožljali ključi v ključavnici, namreč imel je en tak velik šop ključev, in ko so te ključi zarožljali, sva se midve lepo posedle in sva ga pričakali, ampak se je včasih zgodilo, da je tisto omaro odprl, pa se je vse vsul ven. Ker jasno ni bilo časa, da bi to midve vse lepo pospravile, tako kot je treba. Tudi pri mizi običajno se ni govorilo. Pri obedu je bila stroga tišina. Spominjam se tudi, da smo na primer v dnevni sobi je bil en velik zemljevid, praktično čez pol stene od gor do dol. In tam so potekale naše učne ure zemljepisa. Naučil nas je poiskati različne kraje, dežele, mesta, države, oceane in podobno. In nekaj teh krajev smo pozneje tudi obiskali, manjših krajev, bližnjih krajev. Veliko smo hodili na izlete. Ampak te izleti so bili bolj ene take ekskurzije. Ekskurzije, to so bile poučne, naprej planirane ekskurzije. In s sestro sva velikokrat se mogle zapomniti vse te kraje, ki smo se mimo vozili, vse te značilnosti teh krajev, vse te reke, vse te gore, vse so se mogle zapomniti, tako da je bila res ena taka ekskurzija bolj vse skupaj. No, in uvedel je tudi nagrajevanje za dobro opravljeno delo. To je pa izgledalo tako, da je bila v kuhinji na steni je visel en cenik in ta cenik je bil razdeljen tako nekako na levo in desno stran. To so bili prihodki in odhodki, to se pravi, to so bile nagrade in to so bile kazni. No, in to je bilo vse, cenik je bil v takratnih dinarjih in midve sva na primer dobile za dobro oceno v šoli 10 dinarjev, za dobro oceno v glasbeni šoli 10 dinarjev, pa za čiščenje medeninastih kljuk 5 dinarjev, pa so pa bili pa tisti odhodki tudi, ne. Za slabo oceno v šoli je šlo 10 dinarjev in ne vadba klavirja tudi tako in tako dalje. V glavnem, zmeraj sva bile na nuli. Bil je pa tako vse stranski učitelj, pravzaprav najin oče. Tudi na primer literaturo. Literaturo se nisva zbirale same. On je izbiral literaturo primerno za najino odraščajoče obdobje, da je bila poučna. Kakšne pogrešne literature se doma ni hranilo, ampak sva midve vseeno v kakšen predal, kakšen NN spravile ali pa kakšen doktor roman sva spravile. No, želel naj jo je tudi glasbeno izobraziti, kupil je klavir in naj jo vpisal v glasbeno šolo. Obe sva hodile v glasbeno šolo.
Včasih je prinesel domov tudi kakšen magnetofon. Bil je velik ljubitelj glasbe in na magnetofonu je imel posneto običajno klasično glasbo, in naj jo seznanil z avtorji, skladatelji, življenje njihovo, vsebinami teh skladb. Samo midve na klasično glasbo nisva bile preveč navdušene, ker je bilo to obdobje Beatlesov in Rolling Stonesov. No, tudi pri družabnih igrah je bilo podobno. Karte niso bile glih najbolj primerne za naju, pa kadar je prišel domov, sva jih hitro skrile pa šah na mizo. Tako je bilo. No, in navduševal naju je, želel naju je navdušiti tudi nad fotografijo. Že pri 9, 10 letih sva dobile prvi fotoaparat, to je bil Perfekta 2. Tudi udeleževale sva se že prvih razstav. To je bil najprej pionirski foto, pozneje Mladina fotografira. Prihajale so že prve nagrade in pozneje ni bilo več vprašanja, da je bilo neizbežno, da bo postala to najina ljubezen, in sva se tudi vpisale v fotografsko šolo. In v tej fotografski šoli je predaval tudi najin oče. In učil je tudi razred, katerega sva midve obiskovale. Učil je fototehniko. Pričakovale pa sva, da bo pri spraševanju mogoče kdaj kakšna protekcija, ampak jo ni bilo. Pravzaprav je od naju zahteval še več kot od ostalih učencev. Spominjam se, kako sem enkrat za en dober posnetek iz ptičje perspektive na takratni Titovi cesti, točno nasproti name, sem se mogla na tisto sredinsko belo črto uleči, da sem dobila jaz tisti fajn štimung, kako avtomobili mimo drvijo. In poln takih je bilo. Po končani fotografski šoli, midve sva vzljubile fotografijo, nad to sva bile pa res navdušene. Po končani fotografski šoli je za obe postal to poklic in hobi. In še naprej sva razstavljale, zdaj že na mednarodnih področjih. Vidne uspehi so prišli in oče je bil na naju izredno ponosen. Velikokrat je rekel, da jabolko ne pade daleč od drevesa. In po njegovi upokojitvi sem jaz nasledila njegovo delovno mesto na Ginekološki kliniki v Ljubljani. In čeprav je bil že v pokoju, se je rad vračal na svoje staro delovno mesto, ampak zdaj je pa bolj k meni prihajal. Prihajal je na klepet ob kavi, to se spomnim zelo prijetnih najinih skupnih trenutkov. Zelo sem bila vesela, kadar je prišel, in to več ni bil pol tisti odnos. Postala sva več kot oče in hči, postala sva velika prijatelja. In ker je bilo njegovo življenje pravzaprav precej razburkano, že pred vojno, pred drugo svetovno vojno, med vojno in po vojni, je nekje na jesen svojega življenja našel en svoj mir v Poljanski dolini. Z drugo ženo, Hani Cankar Simončič, sta se ustvarila drugi dom, zgradila sta si majhen vikend in
On je velikokrat rad rekel, da je to za njega raj pod Blegošem. Tudi jaz sem zelo rada k njima hodila. Najprej sem hodila sama, pozneje sem že z družino prišla in sem občudovala njegov pristen kontakt z domačini, ljubezen do narave, ljubezen do ptic, saj so mu seničke zelo rade se usedle na glavo, mu jedle iz dlani. In tako je tudi mene ta dolina prevzela in v to dolino se jaz tudi rada vračam. Trenutno skrbim za in urejam njegovo bogato umetniško zapuščino in ohranjam najino ljubezen do narave. To je to.